Duševno zdravje nam omogoča uživati življenje, sprejemati samega sebe, svoja čustva in se spoprijemati tudi s stiskami, z bolečino, trpljenjem, razočaranjem. Včasih nas to preveč obremenjuje in nas začne ovirati pri vsakdanjih rečeh. Naprimer, ne želimo se več družiti s prijatelji, sodelovati v najljubših aktivnostih ali pa imamo težave v šoli. Takrat si lahko pomagamo na več načinov, naprimer s pisanjem dnevnika, kamor zapišemo vse, kar nam pade na pamet, napetost in jezo lahko sproščamo s tiskanjem žogice, globoko dihamo, se veliko gibamo na svežem zraku ali poslušamo glasbo, ki nas spravi v dobro voljo. A včasih to ni dovolj, postanemo močno tesnobni, zaskrbljeni, negotovi, obupani ali žalostni. To pogosto tiščimo v sebi, saj nas je sram, da bi nas kdo zaradi tega obsojal, se norčeval ali spremenil mnenje o nas. Najpogostejša ovira pri iskanju pomoči so prav naši predsodki o duševnih motnjah. Nekateri ob tem razvijajo motnje hranjenja, se samo poškodujejo, pojavi se nespečnost ali pa misli, da ne želijo več živeti, če jih naštejemo le nekaj. Ampak stop! Vedno obstaja rešitev. Le težavo moramo nekomu povedati. To naj bo človek, ki mu zaupamo, starši, bližnji sorodniki, razrednik, svetovalni delavci v šoli, osebni zdravnik. Mladi lahko kadarkoli pišete v spletno svetovalnico To sem jaz in za nasvet vprašate strokovnjaka ali pa pokličete Tom telefon številko 116 111. Če je stiska prehuda, lahko tudi številko 112. Tam se bodo oglasili strokovnjaki, ki bodo pomagali poiskati primerne rešitve in ustrezno strokovno pomoč. Torej, ne dovoli, da duševna stiska ostane le v tebi. Spregovori in dovoli, da ti pri tem kdo pomaga.